Na najbolj sega, najbolj sem se. Ja, res je. Pa še bilo kakšen drug projekt? Če bi rekel. Kakve velike plane se rešajo? Odžati 10 projektov. Ja, vse se tako stopnjuje, ne? Vsako leto je bilo, prvo leto je bilo, en projekt je zunaj, yes. Naslednje je bilo že tako isto, 2 v enem mesecu, pa spet pauza. Eno leto. Ja, jaz zdaj čakam svoj laptop, ne, tako da upam, da bo potem malo več, kaj? Jaz imam predvsem zaenkrat samo upanje, ker več že ne moram govoriti, ampak to, da bi v eno aktivno fazo prišli brez teh pauz, tako da bi nekaj ven izdali v eni določeni frekvenci, pa zdaj to tudi, če recimo enkrat na pol leta ali pa tudi če enkrat na let, da je, ne? Da je nekaj konstantno. Ja, da je nekaj konstantno, ker se mi zdi, da v bistvu, če se ne spravi tega do te stopne, da je bolj sploh brez veze, da se tudi stran drži in se še kaj sploh govori o tem. Na prihodnost samega čibiri pa je trenutno v prihodnosti. Če bi lahko kako kratko manjko šola Sločan v študiju. Najkrajša manga je Hard Yaoi, nažalost. Sorry, bil je zelo smešen. Ja, problem je ravno v tem, ne, ker so te mange skeni in to je kao ilegalno, ne. Zdaj, okej, te zadeve, kaj mi delamo, tako nikoli v Sloveniji ne bo licenzirano, ker nas je premalo, ki bi to dejansko kupili in vse ni tako nedolžno kot Princesa Ai, ne? Tako da možnost je. Ja, no, Princesa Ai je kar nekaj. Sploh ne vem, zakaj so si glih to mango izbrali, ne? Božko bi, če bi ima košta. Dobra oblike, boljša nič. Mislim, da so v bistvu založba učila to izdala. Ja. Mislim, da so oni kontaktirali pač Tokyo Pop, ameriška izdatelja in v bistvu Princesa Ai je bila njihov izdelek, ne, od njihovega predsednika, on je dejansko bil tisti, ki je risal. Ja. Ne, on je si izmislil, še z nekom si izmislil zgodbo, ko so pa eno Japonko zbrali, da bo narisala. No, in so valjda promovirali svoj izdelek, ne? No, Ne, sem slišala tako, da so menda hoteli prav Japonce kontaktirati, pa imeti biznis z njimi, ne sam, ker na Japonskem to nalapa tako na easy, ker rabaš ti izmenjati kartice in jih malo povabiti na večerje in podobne zadeve, ne? Ne, ampak... Ta zadeva ni stekla, ne? Ampak mislim, je bila izdana v japonski reviji in v glavnem je glih to problem in imajo tudi japonsko izdajo mange. In glih to je problem, da v bistvu zdaj vprašanje, za katero ciljno skupino je bila ta manga napisana, ali je bila to za Japonce, ali je bila za ne vem, Američane ali kakorkoli že Severnoameričane. Ne vem, meni se zdi tukaj problem. V zgodbo ima feeling, da ni napisal je Japonec. Ja. Dosti preveč teksta, ful je čudna zgodba. Jaz bi rekla, da tisto, kar je v prvi zvezah, da je še nekako lahko, da tam se je, kdorkoli je že v ta zgodbo ostal, da se nekako potrudil, ampak kar je bilo narejeno v drugem in tretjem zvezku, je totalno polom. Ja, jaz sem prvi zvezek prebrala, druga dva sem samo preletela, ker nisem mogla več. Ja, sej, več tak ni bilo. Mogoče bi bilo zanimivo, če malo povem, kako so na Hrvaškem. Hrvati izdajajo cel kup mang v hrvaščini. Lani sem poslušal, kako je prišlo do tega, ne. Oni imajo eno večjo založbo, ki izdaja bolj take specifične zadeve, znanstveno fantastiko, fantasy in bolj take stvari. In so se odločili, da bi poskusili z mangami. Našli so si enega pol Hrvata, pol Japonca, ki je živel na Hrvaškem in so ga poprašali, če bi on prevajal. Je rekel, da bi ga zanimalo in so se pol direktno pogovarjali z Japonci in to so bili v bistvu težka pogajanja, ker
ko so Hrvati povedali Japoncem, kak veliki trg, koliko dejansko bi izdali teh mang, se jim je zdela Japoncem naklada ful preniska in so zelo težko jih nagovorili Hrvati, da bi sploh prodali pravice za njihov trg. In v bistvu problem je tudi to, da Japonci tudi kasirajo za razni promocijski material, kar naprimer ameriške založbe ne bi zaračunavali. Naprimer, vsaki poster, vsako promocijsko sliko so mogli posebej plačevati Hrvati. To je normalno. Jaz sem pred leti, ko se je v bistvu v Vale Novaku šele začel s tem kupovanjem mang pri njih, sem jaz malo več govorila z njimi in takrat je bila še na židovski trgovina in sem govorila s prodajalcem noter, ker je poznal mang in je rekel, da se tudi zanima za te zadeve in da bi z veseljem videl mang v slovenščini. Je rekel, da so nekaj sicer govorili, pač so se zanimali za to, da bi mangi izdajali tudi pri nas, ampak da je ravno ta problem, da je naklada premejhna, da so hoteli imeti najmanj 10,000 naklade, kakor jaz vem, in so se Vale Novak, v bistvu vsaj tisto, kar sem jaz informacijo dobila, so študirali, če bi lahko pač s Hrvati skupaj en trg, kar je ustvarjal, kar se tiče teh mang, v bistvu to, kar si ti povedal, mogoče pa ta prihodnost. Če bi se, ne vem, če bi se kera slovenska založba pač projektno v okviru nekega projekta poskusila sodelovati s Hrvaško. Pa glede na to, da če to Hrvatom, kar imajo zdaj ustreza, res tudi ne vidim problem, res tudi ne vidim, zakaj bi potem imelo to partnerstvo kakšnokoli boniteta za njih. Se mi zdi, malo nerealno zdaj pričakovati, kakoli. Mislim, vse to je itak, ampak če bi prišli v stik z njimi, se mi zdi tako malo. Ja, ampak veš, poskusiti je treba, ne? Ne, tale založba, ki jo daje Hrvaška algoritam, je dostopna in po moje, če bi kera naša dostopla do njih, bi mogoče si dal kaj. Mene v bistvu bolj zanima, koliko je zanimanje v Sloveniji, tako da bi se tukaj pohvali, ne? Ker recimo, zdaj jaz sem prej številke z download fanservo sprašvala, predvsem zaradi tega, ker ne kakšne so naše številke. In če bi se približno toliko izvodov pohvali pri nas, ne, pa če so vsem, če se pozabi to delo, ne. Ker jaz ponovač sem srečna, če pridem v vodec imealne številke, ne. Ti pa kam nalagaš to? Ja, na naši strani imamo Darek Download, nimamo na torrentih za tega, ker ne morem se jaz prvošati sidanja niti ona, ker nimava take povezave. Če bi zdaj res rada to razširila, mi imamo Seedboxo, pa lahko tam nalagate, to vem, da malo prostora zavzame. Ja, jaz sem velik egoist in hočem zadevo imeti pod svojo kontrolo. Ne, v naši skupini ima vsak enako kontrolo, nima noben neke večje, manjše, Seedbox je tudi pač za vse in zdaj bistvo tega je, da razširimo animejsko in mangelsko kulturo. Važen je tisto. Mislim, ni treba, da je nekdo zgoraj nekdo spoli, se gre vsem za isti cilj. Ne, drugače v Seedboxu sem že razmišljala, ne, sam je pač... Mi imamo več kot 8 prostorov za tiste manj. Mislim, da ni tudi važen, ali je Seedbox ali ne, važno je, da je ta distribucijski kanal, kako bi temu rekli, da je dostopen do veliko del. To je prednost recimo trackerjev ali Partis in podobnih, da imajo eno občinstvo. Izven tega praktično nimamo enih, poleg televizije in raznih takih tiskanih medijev, praktično ni tazga kanala, kjer bi lahko dosegali eno skupino ljudi, ko obiskuje eno stran, na katero hodijo ljudje, se pravi, ki se ne zanimajo samo za mange, se zanimajo samo za anime in tako naprej. Jaz bom samo tako rekla, da pač promocija premejhna, ker zanimanje je dost. Jaz sem se pač pred pol leta manj celo pogovarjala malo več v zvezi z japonsko glasbo, ne sam visual, če so član koga domov, sploh mene.
In dejansko eno to dosti se dogaja pri nas, mislim, marsikatera skupina pride k nam, ne, ampak a kdo slučajno ve, da ne vem, je recimo Sugizo pri nas bil, pa da so Mono bili pri nas in podobnim imena, ne, mislim, marsikdo sploh, ja. Eno je to, da recimo res je tudi določene imena, da jih marsikdo ne pozna pri nas, ne, ampak drugo je pa to, da noben sploh ne ve, da so bili pri nas.